Poglejte, kaj imajo skupnega alge v ribniku in pa recimo ena mogočna sekvoja. Morda se zdi, da nič, ampak danes bomo razkrili prav te skrivnosti rastlinskega sveta. Na prvi pogled sta si res različni kot dan in noč, ampak v resnici imata nekaj temeljnega skupnega. In točno to bomo danes raziskali. Torej, poglejmo. Na eni strani imamo ta mogočen, prestar gozd, na drugi pa, mikroskopski svet alg, ki plavajo v vodi. Čisto drugačna svetova, ne? A vendarle sta oboje rastline. In kaj je tisto, kar ju združuje? No, v bistvu sta to dve ključni lastnosti. Prvič, običajno so na enem mestu, se ne premikajo. In drugič, kar je še bolj pomembno, same si ustvarjajo hrano. In to je v samem jedru definicija rastline. Ok, smo pripravljeni? Super! Pa poglejmo, kaj vse nas danes čaka. Šli bomo lepo po vrsti. Dobro, gremo zdaj na eno res zanimivo stvar. Botaniki so celotno rastlinsko kraljestvo razdelili v dve, recimo temu, veliki skupini. In razlika med njima, ta je pa res fascinantna. In tukaj je ta ključna razlika črno na belem. Levo so stelčnice. Njihovo telo je, preprosto. Imenuje se stelka. Lahko si jo predstavljate kot en sam organ, ki opravlja čisto vse naloge. Desno pa so brstnice in te imajo že pravi napreden komplet orodij. Specializirane organe, kot so korenine, steblo in listi. Stalčnice, kot so recimo te alge, so v bistvu kot nekakšen švicarski nož. Eno orodje za vse. Vsak delček njihovega telesa lahko opravlja praktično vse življenjske funkcije. Zelo učinkovito na svoj način. Brstnice pa so šle v čisto drugo smer. Poglejte tole praprot. One so se, če lahko tako rečemo, odločile za specializacijo. Razvile so si posebne organe z določenimi nalogami. Korenine, da se zasidrajo, steblo za oporo in seveda liste, da lovijo sončno svetlobo. Vse to je bilo ključno za preživetje na kopnem. Ok, zdaj pa poglejmo pobližje ta komplet orodij. Razčlenimo te tri osnovne dele, ki so brstnicam pravzaprav omogočili, da so postale tako uspešne. Začnimo tam, kjer se vse začne, pod zemljo, se pravi pri koreninah. Korenine imajo pravzaprav tri super pomembne naloge. Seveda, prva je, da rastlino trdno zasidrajo v tla, ampak to ni vse. Hkrati tudi srkajo vodo in vse potrebne minerale. In tretja stvar, delujejo kot shramba za hrano, za energijo, ki jo rastlina potrebuje. Dobro, od korenin pa se pomaknimo navzgor. Naslednje orodje v kompletu je steblo. To je hrbtenica rastline, pa tudi njena glavna prometna žila. In kaj je naloga stebla? Predvsem dvoje. Prvič, da dvigne liste čim više proti soncu. In drugič, da deluje kot nekakšen cevovod, ki transportira vodo gor in hrano dol. In za konec, še zadnji, a morda najpomembnejši del tega kompleta – list. To je prava mala solarna elektrarna rastline. List je torej tisti kraj, kjer se zgodi prava čarovnika. To je glavna lokacija za fotosintezo. Po teh drobnih žilah, ki jih vidimo, pa potujeta voda do celic in sladkori, torej hrana, stran od njih. Torej, zdaj ko poznamo vse dele, ta naš komplet orodij, je čas, da pokukamo v strojnico. Poglejmo si, kako ta neverjetna zelena tovarna dejansko deluje. Celoten proces je pravzaprav en eleganten sistem. Gremo po korakih. Voda in minerali se vsrkajo skozi korenine. Ok, potem steblo vse to potisne navzgor do listov. Tam listi vpijejo sončno svetlobo in ogljikov dioksid iz zraka. In bom, s fotosintezo se ustvarijo sladkorji, hrana. Ti sladkorji pa potem potujejo po celi rastlini in ji dajo energijo za rast. In ključna beseda tukaj je seveda fotosinteza. To je proces, kjer rastlino uporabijo sončno svetlobo, vodo in ogljični dioksid, da ustvarijo hrano. Ampak stranski produkt tega procesa je kisik. Tisti kisik, ki ga vsi dihamo. Pravzaprav brez fotosinteze življenja na Zemlji, kot ga poznamo, sploh ne bi bilo. In ta neverjetno uspešen načrt je rastlinam omogočil, da so dosegle, res neverjetne stvari. Govorimo o velikosti in starosti, ki si jo je težko sploh predstavljati. Poglejte tole številko. 115 metrov. To je višina najvišjega znanega drevesa na svetu. Sekvoje. To je tako, kot bi stal zraven kakšnega nebotičnika, samo da je živ. Ali pa tole. 8000 let. Tako stara naj bi bila neka smreka na Švedskem. To drevo je raslo že takrat, ko so ljudje šele začenjali graditi prva stalna naselja. Neverjetno, kaj ne?
In še zadnji podatek, ki jemlje dih. 100 ton, toliko vode lahko v svojem ogromnem deblu shrani afriški baobab. Deluje kot nekakšen ogromen naraven vodni zbiralnik, kar mu seveda omogoča, da preživi tudi najhujše suše. Od ene same celice, ki plava v ribniku, do starodavnih velikanov, ki se dotikajo neba, vse to nam kaže, kako neverjetno raznolike in mogočne so rastline. Pravzaprav so temelj življenja na našem planetu. In to nas pripelje do zadnjega vprašanja za razmislek. Rastline so tisočletja hranile svet. Kaj pa, če ključ do naše prihodnosti leži v tistih najpreprostejših? Bi lahko prav alge, s katerimi smo začeli, postale rešitev za izzive, ki so pred nami?